Glasovi svetov. Obstajajo desetletja, ko se ne zgodi nič, in obstajajo tedni, ko se zgodijo desetletja. To misel naj bi, prej ko ne zmislijo na komunistično revolucijo, nekoč izrekel Lenin. In vendar prav za vsa obdobja velikih zgodovinskih in družbenih sprememb velja, da se zdi čas v njih tako zgoščen, da se v nekaj tednih ali letih lahko zgodijo resnično radikalne spremembe, ki nepovratno preoblikujejo naš svet. Kar nekaj takim zgoščenim premikom je bil razmeroma od blizu priča tudi človek, o katerem bomo govorili v tokratnih glasovih svetov. Rojen na Krfu v letu ameriške revolucije in odraščajoč v času, ko se v Britaniji še vedno odvija industrijska, v Franciji pa francoska revolucija, je Ioannis Kapodistrias postal eden najbolj vplivnih evropskih politikov svojega časa, najprej kot zunanji minister carske Rusije ter kasneje kot prvi predsednik moderne grške države. Ob 250. obletnici rojstva tega vplivnega državnika, katerega predniki so kot priča njegov priimek prišli iz naših krajev, tudi sam pa je pol leta preživel na kongresu evropskih velesil v Ljubljani, bomo v naslednji uri govorili o Ioannisu Kapodistriasu ter o burnem obdobju, ki ga je Evropa doživljala ob zaključku 18. in na začetku 19. stoletja, ko so stabilnost starih imperijev na vseh koncih naše celine pretresala porajajoča se nacionalna gibanja in liberalne ideje. Gost v studiu je mladi raziskovalec na oddelku za zgodovino Ljubljanske filozofske fakultete Matic Kristan. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, najlepša hvala za vabilo. Morda za začetek, preden se posvetiva samemu Kapodistriasu, v kakšen čas se pravzaprav podajava? Kakšni politični in družbeni premiki, sama sem že omenila nekaj dogodkov, ampak kakšna je ta evropska celina, v katero se rodi Kapodistrias? Rekel bi, da je čas njegovih formativnih let bil izjemno buren. Prvo kot prvo, francoska revolucija je izbruhnila, ko je bil Kapodistrias star 13 let. Rodil se je 1776 in medtem, ko se je šolal, ko se je izobraževal, ko je razvijal svoje politične ideje, je že seveda bil pod močnim vplivom razsvetljenstva. Vseeno pa ni bil nikdar naklonjen revoluciji, tudi zato, ker je bil priča najprej francoski revoluciji in potem kot mladenič še napoleonskim vojnam. Po zaključku napoleonskih vojn, potem ko on nekako stopi na parket, pa bi rekel, da moramo ta čas označiti kot varljivo, mirno obdobje. Ker sicer vojn ni bilo ravno dosti, ta čas na vse zadnje ne zastonj rečemo, da je evropski koncert, zato ker so velesile sodelovali druga z drugo, so načeloma držale skupaj, vseeno pa zaznavamo neko vrenje, neko brbotanje pod površino, neko nezadovoljstvo, ki je potem prvič eksplodiralo koncu tega obdobja evropskega koncerta med pomladjo narodov 1848. Tako da, če povzamem, odraščal je v burnih časih, ki so ga gotovo zaznamovali, deloval pa v časih, ki so to burnost hoteli potlačiti. Ampak v kakšnem okolju pravzaprav on odrašča in kako ga morda še malo več o tem, kako ga ti burni časi, o katerih govorite, tudi idejno oblikujejo? Kapodistrias je, kot ste že omenili, bil rojen na Krfu. In velja opozoriti, da je Krf v tem času bil del v bistvu Beneške republike. Del Beneške republike je bil tudi Koper, če smo že pri tem, in bila je tudi Padova. Padova je bila seveda že od srednjega veka zelo pomembno univerzitetno središče, kar še danes je, in Kapodistrias je študiral ravno tam. In tam v bistvu v enem od res središč učenosti na evropski ravni je prišel v bolj neposreden stik z razsvetljenskimi naprednimi idejami. Čeprav je študiral predvsem medicino, je poslušal, to vemo, da je poslušal tudi predavanja iz prava in iz filozofije.
to v bistvu ni bilo nič posebnega za Grka v tem času. Grki so se ukvarjali kot pomorščaki dosti s trgovino in so zato tudi finančno gledano je bila to zelo močna skupnost. In marsikdo je iz te skupnosti šel študirati na zahod, v Francijo, v Italijo. In Kapodistrias je bil pripadnik tega izobraženega sloja v grški diaspori, predvsem, ki je bila ena potem tudi od, bi rekel, gonilnih sil tega, da so Grki na koncu dobili svojo neodvisno državo. Torej, hočete reči, da so pravzaprav Grki ob študiju na zahodu dobili te nacionalne ideje? Ja, nedvomno. To se vidi. Že zelo zgodaj, že v koncu 18. stoletja imamo grške nacionaliste. Seveda to še ne pomeni, da so imeli zelo velik vpliv na terenu v Grčiji med preprostim prebivalstvom, ampak te ideje so obstajale med izobraženci. Ampak če pravite, da je torej Kapodistrias že zgodaj pride v stik tudi z idejami nekega, recimo, porajajočega se grškega nacionalnega gibanja, ne? Kako to, da potem na neki točki pristane v službi ruskega carja? To se zdi na prvi pogled malo kontradiktorno. In tudi kako sploh nekdo pravzaprav iz nekega... Rekli ste, Krf je bil pod Beneško republiko, ne? Ampak ja, z nekega otoka na jugu Evrope pride v službo na ruski dvor. Ja, v bistvu je šlo za zaporedje nekih dogodkov. 1797 so v bistvu Francozi razpustili Beneško republiko in samo za 2 leti so okupirali tudi Krf. Po 2 letih pa so Francozi v bistvu zavezniki izrinili z Krfa, ker je pač bil strateško zelo pomembno območje ob vstopu v Jadransko morje. In na tisti točki so se odločili, da bo na Krfu oblikovana v bistvu samostojna država. Sicer formalno pod oblastjo seveda osmanskega sultana, ampak v resnici samostojna država. In v bistvu je Kapodistrias prevzel vodilno vlogo že v tej državi, gotovo tudi zato, ker je bil nadarjen, izobražen, deloma pa tudi preprosto iz nepotizma, zato ker je že njegov oče, ki je bil vpliven plemič, eden od vodilnih mož v tej v bistvu majhni državi, torej 7 otokov, Heptaneški republiki, kot se je reklo, in je odigral bistveno vlogo pri njenem ustavnem oblikovanju. Ampak ta država je bila zelo kratkotrajna, ker so 1807 se Francozi vrnili pod pogoji Tilsitske pogodbe. In takrat je v bistvu Kapodistrias ostal brez lastne države. Krf so oblikovali Francozi, ni bil zainteresiran, da bi sodeloval z njimi, v bistvu nikoli ni bil. So pa ga že v tem času, v času Heptaneške republike, so ga ruski uradniki opazili. Zato, ker so, seveda, je Rusija bila tudi eden od garantov te republike in so pač videli, da je nadarjen, so ga nekako vzeli za svojega in ko je ostal brez države, so mu seveda ponudili službo v Rusiji in je to sprejel. Ampak to je bilo v tistem času, Matic Kristan, nekaj običajnega, da je kar nekdo z drugega konca Evrope služil nekemu carju? Da, elite so bile zelo mobilne. Recimo na Ljubljanskem kongresu, do katerega še prideva, je bil eden od vodilnih prujskih diplomatov po rodu Danec, Bernstorff. Bili so, v 19. stoletje so bili, recimo temu, drugi časi in danes je to težko predstavljati. Recimo, jaz se spomnim, da so bili že takrat problemi, ko smo Angeliko Mlinar hoteli za ministrico, je že to bil problem, takrat pa v bistvu to ni nič neobičajnega. Saj francosko so govorili vsi in če je bil nekdo talentiran, je šel pač služiti v drugo državo. Tudi zato... Razredi pomembnejši od nacionalnosti? Ja, razred vsekakor, to seveda. To je bilo še bolj togo, smo le v času plemiških nazivov in tako dalje, ampak seveda takrat države še niso bile zares nacionalne, tudi na to je treba gledati. To še ni bilo tako fiksno določeno v tem času. Kapodistrias torej začne služiti na ruskem zunanjem ministrstvu. Kaj pravzaprav tam počne? Na začetku
človek dobi občutek, da niso prav vedeli, kam bi ga dali. On je prišel v Sankt Petersburg, že klima ga je popolnoma zdelala kot pač nekoga iz Sredozemlja, to se razume, nikogar ni poznal, potem kasneje je našel tam tudi neko grško skupnost, s katero se je povezal. Ampak potem so nekako, verjetno tudi zaradi svojega porekla, sam po sebi gravitiral nekako k jugovzhodni Evropi. In tam je Rusija seveda imela tudi strateške interese. Tako da na začetku je predvsem pisal neke analize, kasneje je nekaj časa preživel kot diplomatski predstavnik na Dunaju, kar je, kot si lahko predstavljate, zelo pomembno. Odigral je tudi zelo pomembno vlogo, ko je Rusija okupirala oziroma priključila Besarabijo, torej približno današnjo Moldavijo. On je bil tam, kako bi rekel, nameščen v vojsko, sicer kot civilist, ampak je sodeloval z vojsko, ker je bilo treba to območje urediti. In eden od njegovih večjih uspehov je bil recimo ta, da je nekako, kako bi rekel, uredil ali pa oblikoval Švico v bistvu v taki podobi, kot jo poznamo še danes. Namreč tudi Švico je pač francoski parni valjar med že omenjenimi burnimi dogodki povozil. In po Napoleonovem dokončnem padcu, oziroma že po njegovem prvem padcu, se je pojavilo vprašanje, kaj pa bi zdaj s Švico. In seveda Metternich je imel tu, Metternich vstopil v zgodbo na tej točki. On je bil avstrijski politični vodja na tej točki. Sicer vladal je formalno cesar Franc, ampak je Metternich upustil bolj kot ne proste roke in Metternich si je seveda prizadeval Švico kot sosednjo državo pridobiti v avstrijsko interesno sfero. In Kapodistrias mu je to z diplomatskimi manevri preprečil in Švico oblikoval kot nevtralno državo, kar je še danes. In tudi Švicari smo bili za to zelo hvaležni. In po tej seriji v bistvu diplomatskih uspehov ga je nekako tudi sam car opazil in je se uspel do sicer uradno ene polovice zunanjega ministra, ker poleg njega je imel to funkcijo še Nesselrode, ampak takratni viri pravijo, da se je videlo, da je Kapodistrias dejansko obvladoval zunanjo politiko rusko na tisti točki. Tako da Kapodistrias je končal na položaju ruskega zunanjega ministra deloma seveda po sreči, zagotovo pa tudi zaradi svoje kompetentnosti. Pa obstajajo kakšni zapisi ali poročila, da bi si predstavljali, kakšen karakter je pravzaprav imel, kakšen je bil njegov način, kako je pač izvajal diplomacijo, ali si ga lahko predstavljamo v kaj bolj konkretnih obrisih? Človek dobi vtis predvsem, da je bil deloholik. Opisujejo ga kot nekoga, ki je bil zelo zadržan socialno in je v bistvu samo bil v pisarni od jutra do večera in pisal. Predvsem to je delal. Bolj kabinetni tip človeka, ampak o njegovi efektivnosti ni dvoma. Ker recimo Metternich po drugi strani je bil bolj tak karakter, da je hodil na čajanke, poskušal pridobiti ljudi pod svoj vpliv. Kapodistrias pa je bil tudi v tem oziru različen od Metternicha. Socialno zadržan diplomat, to ni nekaj, kar si predstavljamo ravno. Ja, ampak kot že rečeno, rezultati so bili očitni. Kako pa, torej omenili ste, očitno ima Rusija močno vlogo pri, nastajanju Švice, če tja pošlje Kapodistriasa, ki pač pripomore, da Švica, mislim, da k švicarski ustavi celo, da postane švicarska. Ja, nekatera njegova določila mislim, da so še vedno del švicarske ustave. Ampak kako si potem to predstavljati, kakšna je pravzaprav bila moč te carske Rusije takrat in kako pomembno je torej bilo mesto nekoga, ki je tako rekoč verjetno sicer v dogovoru s carjem oblikoval zunanjo politiko te države? Rusija je že takrat imela status in ga je imela še kasneje nekega vojaškega parnega valjarja. Imela je na voljo ogromne resurse, ogromno ljudi in če tudi ni bila najbolj razvita, je bila vojaško najbolj močna. In ne smemo pozabiti, tudi napad na Rusijo je bilo tisto, kar je dokončno zlomilo Napoleona.
in zato v bistvu mimo Rusije se je lahko bolj malo dogajalo. Seveda stvari niso bile tako enostavne, ampak državo, ki je vojaško najmočnejša, vseeno je treba imeti na svoji strani. V bistvu še danes. Kako pa gre potem to Kapodistriasovo služenje oziroma delo za rusko cesarstvo skupaj s tem, kar sva govorila prej? Torej, govorili ste, da je v mladosti vseeno nekako prišel pod vpliv teh idej o nacionalnih gibanjih, nekih bolj razsvetljenskih idej in tako naprej. Kako gre to skupaj z njegovim delom za nek imperij zelo starega tipa, bi lahko rekli, ne? Ja, najprej bi tu pripomnil, da je car Aleksander, ki mu je služil Kapodistrias, na začetku tudi zagovarjal predvsej liberalna stališča in se je v bistvu šele potem proti koncu svojega življenja, svoje vladavine se je od teh odvrnil in postal, lahko rečemo, precej zadrt reakcionar. In sporedno s tem sta se tudi s Kapodistriasom počasi odmikala. Tako da to je seveda tudi šlo za carjev osebni razvoj, zato ker Rusija je bila seveda o kakšni množični demokraciji v Evropi, v nobeni državi v bistvu takrat še ne moremo govoriti, ampak Rusija pa je bila še bolj absolutistična in je zato še bolj bilo odvisno vse od carjevih osebnih pogledov. In to se je potem izkazalo tudi na Ljubljanskem kongresu. Sej, lahko se zdaj posvetiva prav temu kongresu, ne, to je še en dogodek, ki Kapodistriasa pravzaprav povezuje z našimi kraji, poleg njegovega priimka, ki pač, kot ste rekli, ne izvira iz Kopra. Kdaj se je ta kongres pravzaprav zgodil in kaj Kapodistrias tam počne? Da postavim to v nek širši kontekst. Po končnem padcu Napoleona, tudi potem po njegovem povratku z Elbe in bitki pri Waterlooju in tako naprej, pridemo v neko obdobje precej intenzivne kongresne dejavnosti. Prvi je bil seveda tisti triumfalni Dunajski kongres, ki se je v bistvu v marsičem izoblikoval sodobno Evropo 1815, ampak potem so se ti kongresi kar odvijali v bistvu na vsake par let. Ampak to so kongresi teh starih sil, ki pravzaprav preživijo torej te poskuse revolucije. Oziroma, ki preživijo Napoleona. Najprej seveda Avstrija, Prusija, Rusija, glavne zmagovalke in Britanija, seveda. Te 4 sile, velesile so bile tiste, ki so najprej krojile zemljevid Evrope, bom rekel. No, že čez par let na Aachenskem kongresu pa je v ta gremij spet v bistvu rehabilitirana tudi Francija, kjer se spet vzpostavi monarhija. In temelj takratnega sodelovanja med različnimi državami je bila zveza teh 5 velesil že naštetih. In Ljubljanski kongres je bil sklican v bistvu zaradi zelo konkretnega vprašanja. Leta 1820 je v kraljestvu obeh Sicilij prišlo do liberalne revolucije. In kralj, čeprav je bil res zadrt absolutist, je bil prisiljen sprejeti ustavo in parlament. In velesile, ki tovrstnim spremembam niso bile naklonjene, so kot odziv na to sklicale kongres. Najprej v Opavi, po nemško Troppau, ampak edini sklep tega kongresa je v bistvu bil, da se pozove da se sestane še osebno z kraljem obeh Sicilij, Ferdinandom. Ampak Ferdinand je vseeno moral priti z Italije in zato so se nekako odločili, da se bojo tudi geografsko pomaknili bliže. In najprej so razmišljali o Gorici, ki bi bila v bistvu ravno na meji Italije, geografsko idealna, ampak Gorica je bila v tem času premalo mesto. Zato so se odločili za Ljubljano, torej kranjsko prestolnico, v bistvu precej malo mesto, ampak na zelo dobri strateški legi. Tako da so se potem ob koncu leta oziroma v prvih dneh leta 1821 preprosto premaknili v Ljubljano. In čeprav se je do zdaj tudi, ko so bili kakšni diplomatski stiki ali pa stiki kulturne diplomacije, se je do zdaj načeloma poudarjalo že zaradi priimka, Kapodistriasova povezava s Koprom. Ampak Kapodistriasovi predniki so prišli iz Kopra na krv že v srednjem veku.
torej stoletja preden se je on sploh rodil, in vmes v 17. stoletju, ko so prejeli grofovski naziv, so se pač zaradi te tradicije odločili poimenovati po Kopru. Kar pa je bilo spregledano do nedavnega, je to, da je Kapodistrias še bolj intimno povezan z Ljubljano, ker je tu preživel skoraj pol leta in to si drznem trditi celo usodnega pol leta svojega življenja in svoje kariere. Zdaj, kako se je kongres dejansko odločal? Tu je glavno pobudo prevzel Kapodistriasov v bistvu že stari tekmec Metternich. Uspelo mu je pridobiti ruskega carja pod svoj vpliv in to zelo močen vpliv. Car je bil zelo nastrojen proti kakršnim koli revolucijam, tako ali tako, in tudi liberalizmu nasploh. To je torej, ko ste govorili, da je nekako postajal vedno bolj konzervativen s časom. Ja, tudi pod Metternichovim vplivom med drugim. In v času Ljubljanskega kongresa, v bistvu že v prvih dneh, ki so bili najbolj odločilni, je Metternichova linija, recimo temu, popolnoma prevladala. Kapodistrias si je prizadeval, da bi ohranil, seveda tudi on revolucije ni podpiral, on ni bil noben radikalec. Je pa silovito nasprotoval kakršnikoli vojaški intervenciji. Metternich po drugi strani tudi zaradi čisto stvarnih avstrijskih interesov na italijanskem polotoku je že od začetka zagovarjal, da naj velesile najprej intervenirajo in potem vse drugo. Kapodistrias je bil, to lahko rečemo, v bistvu na Ljubljanskem kongresu čisto povožen okrog tega vprašanja. Velesile so intervenirale, v bistvu zelo na hitro obračunale z revolucionarji v Neaplju. Mimogrede, borile so se tam tudi enote z današnjega ozemlja, recimo 17. Ljubljanski pehotni polk, 47. Mariborski pehotni polk. Ampak, torej so vojaško zatrli vse te... Ja, in okupirali kraljestvo. Zanimivo pa, da malo relativiziram to, kar sem zdaj prikazal. Vseeno niso vzpostavili nazaj starega, tistega res absolutističnega, monarhičnega režima. Kralju so dali nek sosvet, da so mu vsaj naj bi igral vsaj neko protivlogo. Sicer je samo nastavljal vse člane, o volitvah sploh ni bilo govora in tudi zelo širokih pooblastil tisti sosvet ni imel, ampak vendarle je obstajalo nekaj podobnega kot vlada v Neapeljskem kraljestvu. Ker se je tudi Metternich zavedal, da neko delno popuščanje ali pa vsaj minimalno popuščanje je potrebno, če ne se revolucija v bistvu nikdar ne bi končala. In v bistvu, ko so se o tem odločili kongresniki, jih je dosegla vest, da je izbruhnila še ena liberalna revolucija v Piemontu. In medtem, ko so glede revolucije v Neaplju še potekali neki vsaj formalni pogovori, neka pogajanja, sestankovanje, je v bistvu pri piemontski revoluciji že vse Metternich odločil skoraj da za tajno diplomacijo. Samo sestal se je z ruskim carjem in to je bilo to. Tudi v Piemontu je vojska intervenirala, strla revolucijo in tako je v bistvu kongres, ki se je zbral za eno revolucijo, potem obravnaval še drugo. Zatrl še drugo. Ampak to še ni bilo vse in zdaj pride najbolj zanimiv del. Po 2 revolucijah je kongres nazadnje obravnaval še tretjo. In ta se je Kapodistriasa dotikala tako rekoč osebno, ker ravno marca 1821 je v Ljubljano dosegla novica, da je grški nacionalist, ki je služil v ruski vojski, Aleksandros Ypsilandis, zbral sile na meji z Osmanskim cesarstvom in v bistvu napadal Podonavski kneževini, ki sta bili del Osmanskega imperija. To je storil zaradi grških nacionalnih motivov, ker je pač menil, da bo s tem sprožil vse splošno vstajo. Seveda so tudi te revolucije velesile v Ljubljani niso podprle, oziroma nekako dobimo vtis, ko prebiramo vire, da si niti niso posvečali preveč pozornosti. Da niso vzeli resno v tem smislu? Ali? Ja, in to je bilo morda upravičeno tudi zaradi tega, ker je v Osmanskem imperiju je vedno po malem tlelo in vedno so bili neki manjši opori in takrat je tudi Kapodistrias
verjetno ni pričakoval, da bo upor uspešen. In ta začetni grški upor, začetek grške vstaje, ki se ironično ni začel v Grčiji, ampak v bistvu v današnji Romuniji, tisti je bil precej po hitrem postopku zatrt. Osmanske sile so že v enem mesecu ga zatrle, ampak to vrenje, to upiranje se je razširilo tudi v matično Grčijo, predvsem na Pelopones. In tiste vstaje potem nikoli Osmanom ni več uspelo popolnoma zatreti in je na koncu pripeljala do samostojne grške države. In to je sicer bil dolg proces, desetleten, ampak začel se je ravno v času Ljubljanskega kongresa. Na kakšen način pa torej Ioannis Kapodistrias gleda na ta proces in tudi na ta upor, ker prej ste vendarle omenili, ni mi čisto jasno, ves čas nekako po eni strani simpatizira s temi idejami, po drugi strani pa revolucije ne podpira. Kako on pravzaprav, kakšen je njegov odnos do tega gibanja? Vsekakor ni hotel videti, da bi spodletelo. Ni ga skušal sabotirati. Seveda je podpiral svoje grške sonarodnjake, ampak on preprosto ni bil mnenja, da revolucija lahko uspe. Kar je bilo zelo, to mnenje je bilo upravičeno, ker Ypsilandis je bil strt že po enem mesecu in se je bal, da vse, kar bo revolucija dosegla, bodo povračilni ukrepi osmanskih oblasti, kar se tudi res zgodilo, ker so že takoj po izbruhu grške revolucije se začelo nasilje nad grškim življem v Osmanskem imperiju. In to je tisto, kar ta neka skrb nad tem nasiljem in neko pretečo katastrofo je nekaj, kar se tudi zrcali v njegovih spisih iz teh časov. Kar si je zamišljal je ena stvar, recimo, ki jo znova in znova najdemo v njegovih spisih, je božja previdnost. Grki morajo potrpeti, božja previdnost bo jim na neki točki omogočila, da dobijo svojo državo. Samo treba je čakati. Ne samo čakati, ampak predvsem ne potegniti nobene prenagljene poteze. Verjetno si je zamišljal, da bi na začetku Grčija dobila nek avtonomen status znotraj Osmanskega imperija, kar je treba reči, da ta model si je bilo takrat možno predstavljati, ker že par let pred grško revolucijo recimo so Srbi dosegli ravno to pod Milošem Obrenovićem. Srbi imajo že 1818 avtonomno državo, ki je sicer še vedno formalno pod sultanom, ampak v bistvu sultan se v notranje srbske zadeve ne meša. Tako da verjetno si je predstavljal nekaj bolj v tej smeri, da bi se izoblikovalo. On ni, čeprav so mu mnogi to očitali in ga sumili, verjetno upravičeno, ker je pač bil eden najvplivnejših ljudi v Evropi takrat, da je bil vpleten v revolucijo, zlasti moderni zgodovinarji nekako niso naklonjeni tej ideji, da bi bil. In jaz tudi nisem videl nobenega indica, da si je predstavljal to izvedbo revolucije. Kako pa to, Matic Kristan, da so ta nacionalna vrenja tako močna ravno na Balkanu in pod Osmanskim cesarstvom? Ne vem, francoska revolucija, nekako vse se začne v Franciji in si vedno to predstavljamo kot neko zahodno stvar zahodne Evrope, no? Ali kako bi rekla? Ja, Balkan je res glede oblikovanja novih držav precej progresiven, če tako pogledamo, zato ker se ta proces začne že desetletja prej kot na Zahodu. Ne? Od nemške države smo še zelo daleč v tem času, ko nastaneta že Srbija in Grčija. Ampak tule bi mogoče malo relativiziral to nacionalno vrenje. Seveda, nacionalne ideje so bile pomembne, ampak tisto, kar je na terenu ljudi gnalo k odporu, niso bile toliko nacionalne ideje kot osebni interesi in tudi, to je treba tudi omeniti, verske ideje. Osmanski imperij je bil v bistvu razdeljen v neke verske skupnosti, ki se jim je reklo mileti. In to, kar se včasih nazaj projicira kot grštvo, kot armenstvo, to v bistvu pomeni pripadnike nekega mileta. Ne glede na to, kateri jezik govorijo, kristjani, tudi če so govorili turško, so bili del pravoslavnega mileta. In zato, ker je ta cerkvena, pravoslavci so imeli še vedno patriarha, tudi v Osmanskem imperiju, in zato, ker je ta cerkvena hierarhija še vedno obstajala, je
to bilo tisto, s čimer so se ljudje verjetno takrat bolj identificirali kot s kakimi nacionalnimi idejami. In res ima grška revolucija marsikdaj tudi podtone nekega verskega obračuna med muslimani in med kristjani. Kar pa zadeva čisto bolj konkretne okoliščine tistih let, v katerih je izbruhnila grška revolucija, lahko rečemo, da je se v tem času tudi povečala represija osmanskih oblasti. Namreč, sultan kot tak je v bistvu res neposredno obvladoval Carigrad in okolico. Ostale predele Osmanskega imperija je obvladoval toliko, kolikor je tja poslal vojsko. Drugače so v bistvu večino Osmanskega imperija obvladovali v bistvu zasebniki imenovani ajani s svojimi klientelističnimi mrežami, svojimi vojskami. In ravno v tem času je sultan se zapletel v vojno z enim od bolj znamenitih tovrstnih oblastnikov, ki se jim reče ajani, z Alijem Pašo iz Janine, to je današnja severozahodna Grčija. In ta vojna je prinesla ne samo opustošenje, prinesla je tudi dvig davkov, ravno v Grčiji. In pomenila je tudi, da so bile osmanske sile zaposlene drugod. In če dodamo temu še v bistvu slabo letino, leta 1816, ki je, ne ve se točno zakaj, verjetno zaradi vulkanskega izbruha, ampak kjer so po celem svetu bile slabe letine, pridemo hitro do zelo plodnih tal za nek splošen upor. Torej čisto bolj iz ekonomskega nezadovoljstva. Da, jaz bi rekel, da je to bil verjetno odločilen dejavnik, ki je to zadevo spravil v potek. Seveda so pa potem, ko je revolucija se razrasla, so grški nacionalisti so se vračali v Grčijo, tudi evropski filheleni, ki so simpatizirali z Grčijo, so se vračali v Grčijo in so tudi nacionalne ideje so odigrale zelo bistveno vlogo pri vsem skupaj. Ampak, če ste zdaj govorili o pomenu religije pri tem kot da nacionalnem gibanju, ali lahko Grki v tem kontekstu torej pričakujejo v tistem času neko pomoč od carske Rusije, ki je prav tako pravoslavna in se vsaj v tem oziru zdi, da bi lahko ji bilo v interesu spodkopati moč Osmanskega imperija, tudi z tem, da bi spodbujala kakšna gibanja osamosvojitve, ne? V nekem geostrateškem interesu nedvomno, ampak v tem času, v diplomaciji tega časa je vedno treba vedeti, da če bi Rusija zatem dobila preveč prednosti, bi pa Britanija bila proti in bi se spet vse nekako uravnotežilo. Tako da bi Rusija vseeno ni mogla ravnati s prosto roko in tudi car Aleksander na tej točki, kot smo že omenili, ni bil ravno naklonjen tovrstnim idejam. Je pa res, da se je čutil kot nek zaščitnik pravoslavnega prebivalstva, oziroma se ni to samo čutil, ampak je imel tudi uradni status zaščitnika pravoslavcev v Osmanskem imperiju. Zato, če bi hotel, bi lahko posredoval, ampak v bistvu vse, kar je počel do konca svoje vladavine, do svoje smrti 1825, je bilo to, da je Osmanskemu imperiju postavil ultimat, da naj se preneha nasilje nad pravoslavnim prebivalstvom, ki je res dosegalo velike razsežnosti, recimo usmrčen je bil celo carigrajski patriarh. To je vsekakor bil hud moralni udarec za Rusijo, in takrat po tistem ultimatu je Rusija prekinila diplomatske stike z Osmanskim imperijem, intervencije pa v času carja Aleksandra seveda še ni bilo. Kar pa se tiče pričakovanja pomoči od Rusije, vstajniki so na njo nekako naivno računali. In tudi Kapodistrias je v svojih spisih opazil, da so vsi grški nacionalisti že odrasli v bistvu z neko fiksno idejo, da bo Rusija na njihovi strani. In to se je ravno v tem času Ljubljanskega kongresa in let zatem, proti koncu Aleksandrove vladavine, ravno v tem času so na to podporo lahko najmanj računali. Poleg tega je pa tudi, če malo cinično rečem, se je morda v tem primeru malo spet izkazala za resnično tista krilatica, sicer rečena v Srbiji, da bojo Rusiji vedno vztrajali do zadnjega Srba.
Pač Rusija po eni strani ni imela čisto prostih rok v Sredozemlju, kot je rečeno, ker so tudi Britanci iz Sredozemlja imeli za svoje interesno področje, po drugi strani pa tudi ideološko niso bili naklonjeni revoluciji, tudi če je to bilo proti Osmanskemu imperiju. Ne. Torej je bilo pravzaprav na nek način pomembnejše ohraniti stari red, kot spodkopavati neko drugo velesilo. Za carja Aleksandra vsekakor. In tudi v bistvu nobena druga država ni bila, oziroma vladajoče elite v drugih državah niso bile zares naklonjene revoluciji kot pojavu. Potem, ko so se počasi začele stvari, ko se je začelo javno mnenje obračati Grkom, jih podpirati, potem so šele nekako bile prisiljene poseči v razmere. No, vse to, Matic Kristan, kako pa torej na vse zadnje Grki vseeno pridejo do neke vrste moderne nacionalne države, kako ta upor preraste, torej dobi neko institucionalizirano obliko, ki more biti verjetno tudi do neke mere mednarodno priznana, in ali Kapodistrias tu vendarle igra nekakšno vlogo ali ne, kakšno je pravzaprav njegov tudi položaj po tem ljubljanskem kongresu, kot ste rekli, ima vedno manj moči pri ruskem carju, ne? Kako se pravzaprav to zgodi? Kapodistrias je v bistvu že v letu po ljubljanskem kongresu izstopil iz ruske službe. Oziroma ne izstopil, uradno je še imel svoj položaj, ampak nekako ste s carjem skupaj ugotovila, da več ne morete sodelovati na ta način, in se je Kapodistrias umaknil v Švico, kjer je imel tudi prijatelje in tam v bistvu nekako iz ozadja organiziral podporo za grške revolucionarje. Grški revoluciji je tam okrog leta 1826 kazalo zelo slabo. Zakaj? V vojaške operacije je posegel Egipt, ki je bil spet formalno del Osmanskega imperija, v resnici pa samostojna država. In to samostojna država z zelo močno vojsko. Egipčanska vojska je pristala na Peloponezu, bila je relativno moderna za tiste čase in je dejansko na neki točki je ogrožala celo Nafplio, ki je bil prva grška prestolnica. Naše Atene so bile takrat vas. Nafplio je bil središče revolucionarnega dogajanja in na neki točki so ga skoraj zavzele. Tako da je grška revolucija takrat bila v krizi. In zadnji udarec pa je pretil, ko sta Osmanski imperij in Egipt zbrali svoji mornarici, zato da bi zasedli Hidro. Hidra je otok, ki je bil nekako osrednje oporišče grške mornarice. Torej, če bi padla Hidra, bi verjetno tudi grška revolucija se sesula, zato ker več ne bi mogli prevažati materijala, oskrbovati revolucionarjev po morju. In takrat je res bilo 5 minut pred 12, lahko rečemo. No, na tisti točki so se velesile vseeno odločile za poseg. Tudi zaradi pritiska javnega mnenja, ki je bilo zgroženo nad osmanskimi grozodejstvi, nad grškim prebivalstvom. Čeprav to je treba reči, da sta obe strani zagrešili grozodejstva. Javno mnenje je bilo Grkom zelo naklonjeno, ne nazadnje tudi zato, ker to si morda danes več ne predstavljamo, ampak stara grščina je bila takrat vendarle nekaj, kar se je učil vsak izobražen človek že v gimnaziji. In oni so brali starogrške tekste, so jih občudovali in so Grke na nek ta romantični način dojemali kot naslednike teh starih Grkov, o katerih so brali. In zato recimo Lord Byron, znameniti britanski pesnik, se tudi osebno pride vojskovati in tudi izgubi življenje v grški državljanski vojni. In če se vrnem k temu posegu, do odločilne bitke je prišlo pri Navarinu in osmansko-egipčanska mornarica je bila popolnoma uničena. To je v bistvu iz boja izključilo Egipt, ki preprosto več ni mogel prepeljati svojih čet v Grčijo. In to je vodilo do tega, da so grški revolucionarji popolnoma spet prevzeli pobudo. In leta 1827 se je zgodilo še nekaj zelo bistvenega. Ioannis Kapodistrias je bil izvoljen za guvernerja oziroma predsednika Nove Grčije. Torej prvega predsednika. Ja, prvega. Ta naziv mu je podelil zbor upornikov. Kapodistrias je bil takrat v Švici.
In on pravzaprav na nek način postane predsednik še neobstoječe države, ali kako? V bistvu ja, oziroma mednarodno še nepriznane države. In ne samo to, države, ki je še nikdar ni obiskal, ker on na grško celino še ni stopil, niti, mislim, bil je s Krfa, ampak celine še nikdar prej ni obiskal. In prvo, kar je Kapodistrias storil, ni bilo to, da bi na vrat na nos odšel v Grčijo, ampak se je kot politično moder človek je najprej naredil neko turnejo po vsej Evropi, kjer je poiskal podporo nevladarjev, ki jih je pač osebno poznal, zato da sme prevzeti to funkcijo. No, potem je pristal končno v Grčiji, v Nafpliju. In razmere v Grčiji so bile, to je treba reči, kaotične. Obstaja anekdota, da v času, ko je Kapodistrias pristal v Nafpliju, pač v Nafpliju sta dve trdnjavi. In v času, ko je Kapodistrias tam pristal, sta se obstreljevali med sabo. Pa oboje so nadzirali Grki. Pač med samimi voditelji upora je prihajalo do zelo velikih napetosti. Torej, kdo bo vodil novo državo in kakšna naj bi ta bila? Ali... Ja, oziroma vsi so se nekako strinjali, da bo vodja Kapodistrias, ampak ti nekako lokalni veljaki, ki so v bistvu na terenu vodili upor, to je res, ki so obvladovali vojaške sile, so nekako hoteli ohraniti svoje privilegije tudi potem. Ne? In v času, ko je Kapodistrias dejansko nastopil svojo funkcijo v Grčiji, se je nekako že vedelo, da bo upor uspešen. Vprašanje je bilo samo, kako uspešen. In recimo čisto z vojaškega stališča, ker on se je še vedno moral ukvarjati tudi z vojaškimi zadevami, vojna še ni bila končana, je bil njegov cilj prodreti čim bolj na sever, zato da bi na terenu, potem ko bi prišel za pogajalsko mizo, da bi stanje na terenu bilo tako, da bi pač prejel čim več teritorija. In to mu je uspelo, je zasedel predvsej območja tudi v današnji osrednji Grčiji, ker takrat so krožile ideje v mednarodno-političnih vodah, da bi v bistvu Grčija obsegala samo Pelopones, kar bi bila minorna država, tudi komaj bi lahko obstajala. To je bila ena skrb, uspešno končati vojno, druga skrb pa je bila ta v bistvu, kako oblikovati neko moderno državo. Morda si danes sploh več ne znamo predstavljati, kakšen podvig je to bil. Namreč Grčija, teritorij Grčije je še vedno funkcioniral pač na nivoju osmanskega feudalizma, ker ti procesi vzpostavljanja davčne infrastrukture, stoječe vojske, to so stvari, ki so se pri nas, mislim, v naših krajih odvile v času, ko se je Kapodistrias rodil, v času Marije Terezije. In kako to storiti, kako priti direktno od feudalizma do moderne države. Vprašanje, kdo bi to sploh bil zmožen narediti, spostaviti šolski sistem, spostaviti vojsko, spostaviti sistem pobiranja davkov, kjer kaj takega v bistvu ne obstaja. In nekateri so mu, tudi eden njegovih največjih podpornikov, Makrianis, zelo pomemben general, je v svojih spisih pisal, da sicer on je Kapodistriasa občudoval, se z njim razumel, ampak mu je kot tudi drugi njegovi pristaši očital zelo avtokratsko držo. Kapodistrias je vladal zelo trdo roko. V bistvu ni bilo v času njegovega mandata kakih premikov k demokraciji. Vladal je včasih že precej kot, lahko rečemo, malo tiransko, no. In Makrianis recimo piše, Kapodistrias bi moral biti kot Washington. On bi moral storiti to, kar je za Američane storil Washington, bi moral on storiti za Grke. Ampak Washington ameriška revolucija je potekala na bistveno drugačnih tleh. Tam so že obstajale moderne države, kjer so delovali in pisali ustave mislici, kot je John Locke. Tam so v bistvu te državne institucije že obstajale, samo na drugačen, osamosvojile so se od Britanije in se na drugačen način povezale med sabo. V Grčiji tega ni. So pač neki lokalni oblastniki, ki se vojskujejo med sabo, recimo Hidra ni hotela plačevati davkov in je potem med tistimi boji med centralno oblastjo Kapodistriasovo in med Hidro je bil recimo uničen lep del grške mornarice, kar je ogrozilo grško državo, če si to sploh lahko predstavljamo. Tako da njegova naloga ni bila lahka. Zdaj težko je soditi, tudi zaradi tega, ker svojega dela na koncu ni dokončal,
ali je vladal na pravilen način, ali se je pač preveč vmešaval v vse zadeve in vladal s preveč trdo roko. In na tej točki recimo lahko rečem, da obstaja ena knjiga, ki sta jo napisala Acemoglu in Robinson, sicer ekonomista, ampak ki črpata predvsem iz zgodovine. Zgodovinarji sicer te knjige, kako bi rekel, niso ravno vzeli za svoje, ampak mene kar prepričata. Naslov knjige je Kako narodi propadajo, Why Nations Fail, oziroma Zakaj narodi ne uspejo. In ona dva razvijata neko teorijo, da ko se neka moderna država konstruira, se najprej mora vzpostaviti neka centralna oblast sploh. Šele potem lahko pride do neke, recimo temu, demokracije, ko se uravnotežijo interesi prebivalstva in interesi te centralne vlade. In zdaj Kapodistrias je, lahko rečemo, da je še deloval v tem prvem koraku in da so mogoče taki ostri posegi bili potrebni. Zanimivo, naj to na način, ki ga nisem pričakovala, vrača k temu začetnemu citatu, ker so pravzaprav veliko komunističnih revolucij imelo podoben problem, ker so se zgodile v državah, ki so bile zelo nerazvite. Ja. In če nadaljujem, Kapodistriasu je uspelo še doseči v bistvu neodvisno Grčijo, ker so se leta 30 velesile že zedinile, da Grčija bo in Grčija bo samostojna država, ne samo avtonomna, popolnoma samostojna od sultana. Temu je pripomogel tudi neka trmasta drža sultana, ki ni pristajal na kompromise, je pripeljala na koncu do tega, da so Grki dejansko dobili svojo neodvisno državo. In v bistvu samo leto zatem, 1831, pa je Kapodistrias morda naredil napačno potezo, seveda v tistem on še ni mogel vedeti, da bo to usodna poteza enega od zelo vplivnih voditeljev revolucije, Mauro Mihalisa, je dal zapret. In Mauro Mihalisov klan je to vzel kot neko osebno zamero, prestopek zoper njihovo čast, in so Kapodistriasa v Nafplju, sta dva njegova sorodnika pričakala pred cerkvijo in nanj izvedla uspešen atentat. In Grčija zatem je v bistvu zapadla za kakšno leto v kaos, ker ni bilo nikogar, ki bi krotil te lokalne interese, te lokalne oblasti, vse dokler potem naslednje leto Grčija končno ni dobila svojega kralja, ki je prišel iz Bavarske. In čisto na koncu, nekako se še vprašam, ko razmišljam o tem, kako preučevati zgodovino, se vedno postavlja vprašanje, kaj pa je tisti ključni akter, ki ga je treba prepričevati. In nekateri, sploh v zadnjih časih mogoče, nekateri zgodovinari so bolj naklonjeni strukturam, nekim dolgo trajanje, potem nekateri institucijam in nekateri posameznikom. In mogoče je zgodovina včasih res bila preveč hiperfiksirana na velike ljudi, ki delajo spremembe, ki so dejanski akterji. In seveda dolgočasen, ampak po mojem najbolj pravilen odgovor je, ampak hkrati tisto, zaradi česar je zgodovino tako zanimivo preučevati, je, da je seveda zgodovinski razvoj je v prepletu vseh treh faktorjev. In mislim, da ravno Kapodistriasova smrt kaže, da so tudi posamezniki pomembni, da ni vseeno, kdaj je kdo na katerem položaju. Ker se točno vidi, da je da za Grčijo Kapodistrias preprosto ni bil nadomestljiv. On je bil vpet v najvišje kroge evropske politike, on je poznal švicarske bankirje, on je poznal vladarje. In vprašanje je, kako bi Grčija izgledala danes, če bi lahko dokončala svojo nalogo. Vsekakor pa mislim, da vse, kar je Kapodistrias dosegal in česar ni, da še vedno odmeva tudi v današnji Grčiji. Matic Kristan, najlepša hvala. Hvala vam za povabilo. S tem smo prišli do konca tokratnih Glasov svetov. 250 let od njegovega rojstva smo o Ioannisu Kapodistriasu govorili z zgodovinarjem Maticem Kristanom. Za zvok je skrbel Franci Moder, oddajo sem pripravila Alja Zore.